Dober dan vsem. Dober dan. Se pravi, v najinem stripu sva zastavila zgodbo, ki delno temelji na preverljivih zgodovinskih temeljih, deloma pa je izmišljena. Ta izmišljeni element je zgodba o dveh mladih Tržačanih, od katerih je eden Slovenec in eden Italijan, in ki najprej v mladostnih letih sta prijatelja in gradita na neki skupni identiteti, se pač imata oba za Indijanca, šele potem pa zgodovinske okoliščine pač prodrejo v to njuno prijateljstvo in jo tudi postavijo na preizkušnjo. Zgodovinski pregled pa pač sega nekako od leta 1904 do seveda Požiga, ki je vrhunec stripa, in potem še naprej. Skratka, predstavljava vse te najpomembnejše zgodovinske dogodke tega časa, od že takratnih nasprotovanj med Slovenci in Italijani preko prve svetovne vojne, razmaha fašizma in potem Požiga, Rapalske pogodbe in tako dalje. Skratka, je preplet fikcije in resničnosti, sva združila to v celoto in vsak je tukaj prispeval en svoj delež. Najin strip je zgrajen na nasprotju med slovensko in italijansko narodno skupnostjo, na nasprotju med romanskim, germanskim in slovanskim, na nasprotju med svetovljanskim, multikulturnim ter zatohlim nacionalističnim in tudi fašističnim Trstom, na nasprotju med dejstvi in domišljijo, na nasprotju med delavskim in meščanskim, na nasprotju med slovansko in italijansko kulturo, kar se odraža v pesmih Srečka Kosovela in Gabriela D'Annunzija. In če za trenutek pometemo pred lastnim pragom, najdemo tudi identično situacijo tukaj pa zdaj. Torej, ta strip ne govori samo o zgodovini, o časih, ki so menili, ampak najdemo ta večno nasprotovanja, konflikti, tudi sovraštvo, tudi dan danes. Pravzaprav, če pogledamo, če smo malo aktualni, da smo z Italijani skoraj dosegli več sprave kot sami sabo. In za konec še Zato strip Črni plamen ni zgolj zgodba o zgodovinskem obdobju, ki je minilo, ampak tudi o času. ki ga živimo. Hvala. Lepo.